Današnja avtomobilnost ne bo zrla v prihodnost, ampak v sedanjost, z novodobnim mobilnostnim konceptom za današnji čas. Predstavimo vam 120 let starega Opla in tistega najbolj svežega električnega. Testiramo Taraka, ne Taraka in ministre pobaramo, kaj je tisto, kar nam bo dalo boljše ceste. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Če se enkrat odločimo, bolj prav bo, če rečeva, ko se bomo enkrat odločili na avto gledati manj s čustvi in manj za potrebo, da je tudi lastniško naš, in bomo nanj gledali bolj racionalno in manj iracionalno, bomo začeli računati in bomo ugotovili, da stoji več kot 95% časa in da predstavlja enega največjih finančnih stroškov družinskega proračuna. Ja, ampak stoji v naši ogrevani garaži. To je zelo pomembno. Za kar pa je strošek še večji. Ampak če pustimo ob strani, da kot osebni uporabnik težko spustimo ključe iz rok oziroma jih damo nekomu drugemu v uporabo takrat, ko naš avto stoji, pa na poslovnem področju to na nek način je prihodnost car sharinga. In sicer podjetja, ki uporabljajo avtomobile za recimo to, da se uslužbenci pripeljejo zjutraj v službo in pa seveda po kosilu gredo na sestanke in se nato odpeljejo domov, bi v vmesnem času lahko ta avto dala v souporabo. In tukaj ne samo, da je smisel, ampak seveda tudi računica. Souporaba avtomobilov je novodobni mobilnostni koncept, ki se vse bolj uveljavlja tudi v Sloveniji, a delež uporabnikov je še vedno majhen. Preveva nas občutek, da sploh ni kriva samo majhnost naših mest. Zakaj recimo še noben car sharing ni bil prav zares poslovno uspešen? Predvsem je treba vedeti, kako merimo poslovno uspešnost. Je to poslovna uspešnost na kratki rok, kjer se v večini kar strinjam. Če pa gledamo to kot neko investicijo za prihodnost, kaj bo to srednjeročno pa dolgoročno prineslo, kjer se bojo sigurno navade potrošnikov pri mobilnosti spreminjale. Pa ne samo zato, ker bojo sami tako hoteli, tudi zaradi tega, ker bo po mojem regulativa vse splošno šla v to smer, da bo treba zmanjšati količino in število vozil avtomobilov na cesti. Zato jaz mislim, da je zdaj tukaj ena taka faza prilagajanja car sharinga na neko novo uporabniško izkušnjo, ki bo pač mogoče čez 2, 4, 6 let postala standard. Občutke ob pogledu na klasičen car sharing z današnjimi očmi je torej treba jemati z rezervo. Pa vseeno na poslovno uspešnost današnjih car sharingov ni treba gledati utopično. Le v ustrezni kontekst jih je smiselno postaviti. Prihaja torej storitev souporabe avtomobilov, ki hoče biti že sama po sebi rentabilna. Ko avto stoji, približno 2 do 3% časa se uporablja, ostalo pa stoji, kadar govorimo o fizičnih osebah. Ampak še vedno v Sloveniji velja neko pravilo, da pač lastnik avta moraš biti in potem pač naj to stane, kar hoče, da malo karikiram. Iz tega stališča jaz mislim, da v bistvu car sharing, kjer jaz vidim zelo hitro prihodnost in mogoče tudi profitabilnost, je ta B2B car sharing, se pravi poslovni najemi za poslovne uporabnike, in ko se bo ta car sharing razvil in ga bojo ljudje ponotranjali, potem se bojo pa te isti avtomobili začeli po popoldanskem času pa uporabljati za privatne vožnje. Torej, kakšna je ideja oziroma kakšen je vaš poslovni model? V službi se pripeljemo službeni avtomobili in stojijo parkirani dol 8 ur, 9 ur, medtem ko smo mi ves čas v pisarni. In smo se začeli spraševati, zakaj pa ne bi se te avti vozili. In da ne bi preveč stvari zakomplicirali, smo rekli, zakaj ne bi te avte uporabljali podjetja, ki imajo sedež v isti stavbi, kot imamo mi. Se pravi, problem logistike je praktično minimalen, problem zaupanja tudi, zato ker vsi delamo v isti stavbi, se pravi, se med sabo poznamo. In zakaj ne bi potem ta avto, ki meni stoji 8 ur pred pisarno, uporabljal nekdo iz sosednje pisarne, ki pa najema avto oziroma ima najeto večjo floto vozil, uporabljajo pa glihko mogoče samo 2 ali pa 3 ure na dan. Seveda ljudem je treba stvar narediti zelo enostavno. Se pravi, uporabnik ima na voljo web ali telefonsko aplikacijo, kjer rezervira vozila. Predtem seveda se strinja z vsemi pogoji poslovanja, ki jih pač podpišemo in veljajo do nadaljnega. Potem stranka vozilo rezervira, vzame ključe, se odpelje z vozilom in ga vrne nazaj. Notri je tudi kartica za bencin, to je edina stvar, ki jo v bistvu stranka mora narediti v primeru, pač, da se avto toliko sprazni, da ne vrne praznega, in potem se ta uporaba zaključi. Kar se tiče pa plačevanja, da je stvar še bolj enostavna, se pa na koncu meseca na osnovi dejanske uporabe vozil, se pravi ure in kilometri, naredi obračun za podjetje in pač se izstavi faktura.
Odlična ideja, je to en nov korak v smeri multimodalnosti? Ja, absolutno. Ko smo mi delali ta naš poslovni model, smo seveda pogledali, kaj dela konkurenca oziroma kdo je naša konkurenca, se pravi od taksija, mestnega prometa, bicikl, rent-a-car in drugi car sharing podjetja. In smo v bistvu prišli do tega, da naša ponudba je najbolj ugodna takrat, ko se odpelješ 2 uri ali več, želiš imeti storitev, ki je kompletna, se pravi, da nimaš nobene papirologije in izgube časa z voženjem na kakšno lokacijo. Obenem pa multimodalnost zagotovimo tako, da dejansko damo en električni skuter v prtljažnik našega vozila. Ko se stranka pripelje recimo na P+R, kjer so mestna središča vedno bolj zaprta, vzame skiro in se odpelje zadnji kilometer do svoje destinacije. Kako vedeti, da bo avto, v katerega se boš usedel, tistega, ki ga uporabljaš, čist oziroma tak, kot mora biti ob prevzemu? Kar je pri našem car sharingu je to, da niso to avti, ki so parkirani kjerkoli, vendar se vedno vračajo na isto destinacijo. Iz točke A naredijo pot in se vrnejo v točko A in potem je razmak med bookingi vedno najmanj pol ure. Kar nam pa dodatno daje optimizem je pa to, da bomo mi dejansko ljudi, ki bojo avte vračali v intaktnem stanju, s polnim tankom goriva za naslednjega uporabnika, nagrajevali z dodatnimi, recimo nekimi bonus točkami, ki jih bojo lahko koristili pri nadaljnji uporabi vozil. V naslednjih minutah pa vam bo Miha pokazal prvega Opla. 120 let praznuje in v Rüsselsheimu se je lahko v njega tudi usedel. In bil tam, kjer se je vsa zgodba z Adamom Oplom tudi začela. 1862, ko je tovarna delala druge stroje, šivalne, pa tudi motocikle in kasneje šla v avtoindustrijo. No, tokrat pa so nam predstavili novo Opel Corso, tudi v električni različici. In okrog tega naredili pravo dramo, čeprav Opel ima že v znaku strelo in predvsem je z elektriko eksperimentiral že davno in ima veliko izkušenj s tem. No, spoznali pa smo tudi člane in sicer Ne, toliko zelo toliko niso, prav ne, ampak eno izmed prav vnukin Adama Opla, ki nam je malo več povedala o tem, da so iz avtomobilske industrije šli v vinarske vode. Adam je bil zanimiv človek, on je zgodaj v svoje tovarne uvedel tudi obvezno zavarovanje delavcev. Veliko kasneje pa v Angliji ugotovijo prav v Oplovih tovarnah, da njihovo nogometno lokalno moštvo, da če v nedeljo zgubijo tekmo, je na liniji proizvodnji v ponedeljek veliko več težav in zastojev v produkciji, kot če zmagajo. No, Zato so vložili veliko denarja v lokalni klub. Ja, me zanima, kaj se je zgodilo potem, ko so jih prevzeli Francozi. Sedim na avtomobilu, ki so ga naredili leta 1899, to je 120 let nazaj. In ja, je znamke Opel. Opel Patent Motorenwagen. Founded by Adam Opel, he's got 5 sons and at least 4 of them were thrilled with working with engines and constructing whatever. And it came out after the bicycles, the cars. Toda Opelstadt, kot lahko kličemo Oplovo rojstno mesto Rüsselsheim, ni bil vselej pod komando Adama Opla. Je pa družina tudi pod 80-letno General Motorsovo kontrolo ostala tesno povezana z znamko. My great-great-great-father was Adam Opel, so at least I have engine in my blood. Luckily, I can say Henry Opel, the third son of Adam Opel, he bought a winery in 1900, the Opel Winery. A z nakupom vinogradov se vendarle še ni začela doba novega pogonskega energenta. Ta avtomobil poganja gorivo, ki v svojem gorenju v zrak spušča neprijetne vonjave. No, danes pa smo na predstavitvi nove Oplove Corse, katere glavna novost je tudi to, da je lahko tudi električna. We made 3 promises. Opel will become sustainably profitable, Opel will go into the global markets, and Opel will go electric. Last year we achieved an operating profit of 860 million euros, which was an all-time record. We are going into many global markets now, in Northern Africa, but also back to Russia.
And now today it's all about the start of a new era in terms of electrification. What is new in this new era? Well, we have a great history in terms of many projects in the past. We actually started 50 years ago with electric concept cars. Also the Opel Ampera in 2012, which is a range extender car, was European Car of the Year. What is different now that we go into the big volume segments. Corsa is our best-selling car, so our strategy is make electrification available for many in the big segments, for the big selling cars and not for niche. Zdaj gre torej zares, pravijo. Elektrificirali so Corso. Luštkano malo Corso. It's more emotional than the Ampera. The Ampera was constructed. They wanted to be one of the first with E. And this is a car for everyone, a car for me. Toda za razliko od mnogih najbolj svežih električnih avtomobilov, Corsa ostaja model, ki bo na voljo tudi v bencinski in dizelski varianti. Je pa njena oblika zrisana s številnimi ekovzgibi, zaradi katerih pa deluje celo športno, je namreč mnogo nižja od dosedanje. It's about aerodynamic efficiency. It pierces the air much more efficient. From a design perspective, when people look at the car, they think it's much bigger than today's vehicle. It isn't. It's only fractionally longer. In fact, it's a little bit narrower than today's car. But what we've done is we've elongated the wheelbase slightly. We've stretched out many of the lines. So down the body side here, you can see these stretched lines. And particularly the roof line itself stretches all the way to the back corner. So all of these things give the optical illusion of it being lower, yet the interior package is very generous. Naj poudarimo tudi dejstvo, da kot prvi mali množični avto ponuja matrične žaromete. Otipali in peljali pa jo bomo lahko šele proti koncu leta. Najprej v električni verziji, v Nemčiji ocenjeno na 29.000 evrov in ki nam bo omogočala 330 km dosega. No, 52 električnih kilometrov pa ponuja priključno hibridni Grandland, ki dopolnjuje Corsino električno novico. To je Tarraco, ne Tarraco. Tarraco is the right pronunciation. Seveda nam je povsem jasno, da bomo verjetno edini v Sloveniji, ki mu bomo pravili tako. Tudi noben slovenski trgovec ga ne omenja pravilno, še reklame ime tega terenca izgovarjajo narobe. A boj z mlini na veter je pač v povezavi s Španijo nekaj normalnega. Kakorkoli. Tarraco je veliki SUV, torej enoprostorec za leto 2019. Družinski avto, avto za moderne velike družine. Takšne s 3 velikimi otroki. Morda celo za več. Tarraco je namreč relativno kompetenten 7-sedežnik, pri čemer vedite, da je naš 150 cm 11-letnik ocenil, da bi za izlet z njegovimi kompadreti bil v redu, na Dunaj pa se tam zadaj ne bi peljal. So pa naši mladi testniki z odliko ocenili udobje izdatno odmerjene trosedežne klopi v drugi vrsti. Tudi ko smo na sredini namestili sedež najmlajšega ocenjevalca, sta velika dva ob strani imela več kot dovolj prostora. Torej, odlična ocena za prostor, kar je dobra novica za družine, čeprav bo centimeter pokazal, da je klasična enoprostorska Alhambra za družine s 3 majhnimi nadobudneži v otroških sedežih še vedno nekoliko boljša izbira. Tarraco je sicer kar trd. Krivdo pripisujemo tudi 20-palčnim platiščem, se pa zato izredno suvereno pelje, ko si mamica ali očka izborita čas za lastne vozniške užitke. Pravzaprav nas je Tarraco bolj navdušil, ko smo ga vozili bolj odločno, kot pa pri striktno umirjeni vožnji. Ob takšni vožnji se je kar malce obotavljal. V tem primeru krivdo pripisujemo dizelskemu motorju v kombinaciji z avtomatikom, ki je bil kar očitno nasprotje izkušnji z prve vožnje, ko smo preizkusili bencinsko gnanega Tarraca. No, slednji je bil tudi navdušujoče varčen, kar seveda ne gre skupaj z izkušnjami, a razlika v porabi je res mnogo premajhna, da bi bilo povprečni družini stroškovno upravičeno izbrati klasično dizelsko, se pravi zvokovno bolj nadležno pogonsko izbiro. S Tarracom se torej res začenjajo neki novi časi. V
V nadaljevanju oddaje vam predstavimo zabavnega malčka, idealnega za slovenske podeželske ceste. Spodbudimo k vrnitvi svobode gibalno oteženim voznicam in voznikom ter skupaj z našimi ministricami in ministri dvignemo zavedanje, kako lahko naše ceste izboljšamo. V novicah pa dogaja se v zraku. Kaj je swiftanje? Swiftanje je bliskovito hitro šviganje naokoli. Izraz sicer ni vezan na avtomobil, toda ime že vse od leta 1983 malemu dinamičnemu Suzukiju neizmerno pristoji. Kajti čeprav je bil vedno na voljo tudi v bolj resnobnih verzijah, pa so nam Evropejcem v spominu najbolj ostale športne variante. In tokratni rumeni kanarček ta sloves več kot suvereno nadaljuje. Današnji Swift je že v svojih osnovnih različicah dokaj dinamičen. Avto kar kliče po ovinkih. In Swift Sport ponuja 140 konjičev, torej občutno manj od pravih GTI-jev in ST-jev, ki tudi veliko bolj športno rohnijo kot Swift Sport. A ta športni malček ponovno dokazuje, da je vozniški užitek bolj povezan z inženirsko mehaniko kot pa z motorsko termodinamiko. Ključ je v idealni razporeditvi nizke mase, odličnemu položaju za volanom, natančnemu krmiljenju in sploh vrhunskemu podvozju. Vse to ponuja že običajni Swift. Je pa res, da Sportov turbinski polnilnik naredi pomembno razliko, s tem, da potegne brez obotavljanja, ni ga treba priganjati v visoke vrtljaje. S tem je še posebej zanimiv za Slovence. Naše razgibane podeželske ceste so namreč idealno igrišče za športnika te sorte. V praksi na naših cestah močnejši športniki ne bodo bistveno bolj uživaški od Swifta. Avtomobilnostne novice tedna je sicer zaznamovala propadla združitev koncernov FCA in Renault-Nissan, zaradi česar vre tako na sedežu Renaulta kot v francoski politiki. Dogajanje je prehitro za TV oddajo. Aktualne novice za vas spremljamo na MMC-ju. No, dodamo pa lahko še, da je Renault prenovil Kadžarja in Koleosa, Peugeot pa je pripeljal karavansko izvedenko paradne 508-ice. Komisarka Violeta Bulc je predstavila študijo obremenitve okolja zaradi letalskega prometa. Ugotovili so, da je cena 33 največjih evropskih letališč 33 milijard evrov. Govorimo o stroških zaradi zvočnega onesnaževanja, CO2 emisij in vpliva na podnebne spremembe. V komisiji kot enega realnejših ukrepov vidijo davek na kerozin, študija pa je oživila pobudo o uveljavitvi enotnega zračnega pasu v Evropi namesto današnjih 37. In ko smo ravno v zraku, v višave se uradno seli Uber. Svojo taksi Uber storitev bo začel komercialno ponujati 9. julija. Seveda za zdaj še s piloti za krmilo. Cena, polet iz središča Manhattna do letališča JFK, vas bo stal $200. A vrnimo se v nebo. Predstavljamo vam Flying V, torej leteči V, ki pa tokrat ne predstavlja slavne Gibsonove električne kitare, ampak dobesedno letalo. Gre za koncept podjetja To Delft, menda naj bi takšno letalo letelo tišje. Z letenjem pa je povezana tudi novica, da bo londonsko letališče Heathrow stroške parkiranja avtomobilov začelo določati po kriteriju okoljske sprejemljivosti vašega avta. No, na otoku poročajo o izdatnem povečanju števila zvočnih radarjev, ki bodo zaznavali preglasna vozila, še zlasti tista, ki pri rdeči luči navijajo vrtljaje. Takšna početja so recimo pogosta med vozniki igračk, kakršen je Lamborghini Huracan, a tokrat boste z njim lahko uživali v samoti, na terenu. Takšen od tal bolj oddaljen unikat seveda obuja spomine na 70. leta, ko so takšne sorte superšportniki sodelovali na rejlijih. Vabimo vas na MMC, kjer smo tokrat arhive prebrskali prav s to tematiko v mislih. 19. člen listine o temeljnih človekovih pravicah pravi, da bi vsak človek moral živeti samostojno in biti vključen v družbo. Tukaj pri mobilnosti velikokrat nastane težava. Mobilnost zagotavlja tudi vključenost v družbo. In ko govorimo o tem, da bi bili lahko vsi mobilni, je to sicer seveda lepo izrečeno. Da pa bi lahko bili vsi, pa ni tako enostavno, saj so naše potrebe zelo različne.
Rehabilitacijski center Soča k ponovni mobilnosti že vrsto let pomaga telesno poškodovanim. Ugotavljajo pa, da se marsikateri starostnik prehitro preda. Marsikdo bi bil še lahko mobilen. Ponujajo pomoč s pomočjo svojih naprav. Če se čutijo, da jim nekako življenjske moči pešajo, da so refleksi slabši, na tem aparatu se vidi reakcijski čas, gibalni čas pa odzivni čas. Nova pridobitev Soče je tudi ustrezno prirejen avtomobil. Preizkus iz vožnje je dostkrat takrat, kadar se podatki ne ujemajo. Mediatest recimo pokaže, da je zelo počasen, psihologinja ugotovi, da je vse v redu. Tovarniško je na pomoč priskočila slovenska Toyota, ki zdaj k sodelovanju vabi tudi druge akterje družbe. In Slovenia, a lot of younger people are involved for the traffic accidents. Because every year I received 1 or 2 letters from patients that they just got injured, but they don't have any mobility. Only one company cannot do this. We need to have a society that people help each other and then try to realize. I'm sure in Slovenia you can do this because people care. We need to create an ever better society in Slovenia, where the most beautiful country in the world. Eno je, kar nevladne organizacije, društva in pa seveda podjetja naredijo za mobilnost za vse, oziroma za ozaveščanje, kako do mobilnosti sploh priti. Drugo pa je, kar moramo mi kot družba narediti, da bo vsem lažje. Se pravi, začne se že z neparkiranjem na invalidskih parkirnih mestih, pa do tega, da na cesti ne gledamo zgolj in samo nase, ampak tudi na druge udeležence v prometu. Ali drugače, ko govorimo o mobilnosti za vse, moramo hkrati govoriti tudi o odgovornosti za vse in vsak zase, za druge. To je tisto, kar o avtomobilnosti večkrat poskušamo spraviti pod en skupni imenovalec in temu rečemo pravzaprav tovarištvo med avtomobilisti, kot je včasih že bilo. In ko si ravno omenil tovarištvo in ko sva govorila o zdravem razumu, odgovornosti in pa imamo nekaj že japonskega pridiha, še recimo ena zanimivost. Na Japonskem so se z alkoholom in alkoholiziranostjo na cesti soočili tako, da so kazni postavili tako visoko, da segajo par tisoč evrov in da kazen ne plača samo voznik, ampak vsi, ki se z vinjenim voznikom v avtu peljejo. Kakšno tovarištvo, ampak ne samo to, ne samo, da si delijo oni stroške. Če se ugotovi, da je vinjenim stregel v gostilni alkohol, je soudeležen pri tem kriminalnem početju tudi gostinec, ki jim je še vedno stregel. No, in v alkoholu smo se pogovarjali tudi v državnem svetu in zanimivi so bili odgovori naših ministrov. Vprašali smo jih, ne v veliko besedah, ker z veliko besedami povedati malo ali nič je enostavno. Z malo besedami povedati vse pa je velika modrost. Z eno besedo je to zelo težko povedati, poskušal bom pa z enim stavkom, pa bi rekel nekako takole, alkohol in vožnja ne gresta skupaj. Vemo, da je kultura v različnih državah, seveda različne, recimo v skandinavskih državah, vam pri kosilu, če vedo, da vozite, niti ne ponudijo alkohola, vam ponudijo brezalkoholno pijačo. Se pravi, moramo delati tudi nekaj na kulturi. Odgovornost je tista ena beseda, nobena zakonska norma nam ne bo pomagala uresničiti ali pa doseči vizije nič, če se mi sami ne bomo zavedali, kaj je v prometu nedopustno. Odgovoren voznik se pripne vedno s varnostnim pasom, ne pije alkohola in vozi, ne uživa psihoaktivnih snovi in drugih substanc, vedno upošteva omejitve hitrosti, prehiteva tam, kjer le lahko. Tista prava beseda je odgovornost. Najprej moramo biti vsi odgovorni udeleženci v prometu, drugič moramo biti pa tudi odgovorni državljanke in državljani, ko vidimo, da nekdo hoče sesti za volan, pa je vinjen ali pod vplivom zdravil, psihofizičnih snovi, ali mora biti samo utrujen, da mu to ne dopustimo. Le tako lahko skupaj naredimo korak naprej. Vozniki moramo biti predvsem bolj strpni. Prihaja poletni čas, čas dopustov, na cesti bo ogromno turistov, ogromno ljudi, predvsem tudi tovornega prometa. Tudi poletni čas je čas del na cesti in strpnost je tista voznikova popotnica, ki bo pravzaprav treba spoštovati in vzeti s sabo na pot. We need actually to adopt everywhere the so-called safe system, a system that takes into account the vulnerability of the drivers. So the drivers need to be aware of the law of physics.
basically that risk is very high when there is an impact. Nobody amongst us would walk from one building to the other on the third floor, for example, without any protection. And the same is when you drive a car. So you need to be belted, you need to respect the speed limit, you need to be fit for driving. This is extremely important. And this will take you a long way in protecting your own life. V politiki, športu in prometu velja, nekateri vključujejo tudi posteljo, velja, da vemo, da se da vse spremeniti na bolje že samo, če naredimo to. In zdaj, kaj je to? Ministri so povedali nekaj. Mi vam v anketnem vprašanju ponujemo 5 izhodišč za to, da jih obkrožite, za katero mislite, da velja, da bi največ pozitivnih sprememb v prometu prinesla. Vas pa vabimo, da v komentarju dodate še kakšno svojo misel. Kaj je tisto, kar bi ključno spremenilo promet na bolje? No, in kot je rekel znan slovenski psihoanalitik Aleksander Zadel, ne se upravičevati, delajte na sebi. No, počakaj. 88% voznikov misli, da tako dobro vozi, da se nimajo komu kaj opravičiti. In večina tistih se nam je treba včasih tudi opravičiti, če se dobro zavemo svojih napak. Lahko pa delamo na sebi tudi v simulatorju. Tako, simulator lahko še vedno ujamete na turneji mobilnosti, če pa vam to ne znese, pa seveda v Triglavovem labu, kjer vas čakata stacionarni in kjer se lahko preizkusite v tem, kako dober voznik pravzaprav ste. Z vašim sodelovanjem v simulatorju pa pomagate nam oblikovati boljše preventivne akcije in priti do boljših vsebin. In ko si ravno pri vsebinah, te lahko vedno najdete na našem MMC portalu www.rtvslo.si, poševnica avtomobilnost, seveda na našem Facebooku, Instagramu in pa na YouTube kanalu. Se vidimo.